Diagnoza rak v sodobnem svetu ni več smrtna obsodba. Pravzaprav številni pacienti govorijo o tem, da jim je spremenil pogled na življenje, da so se spremenili tudi sami, praznujejo 2 rojstna dneva in postanejo povsem drugačni. Drugačne prijatelje imajo, drugače gledajo, popolnoma drugi ljudje postanejo. Na kakšen način in kakšen je sodoben holistični pristop, zakaj je v priročniku, ki je brezplačno na voljo na klepetobkavi.si, pravzaprav zapisano, da je rak, diagnoza rak, klic za pospravljanje. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Torej, kakšno pospravljanje? Ja, v bistvu pospravljanje celotnega življenja, bi lahko temu rekli tako, zaradi tega, ker se ne gre za to, da smo zboleli za rakom, zaradi tega, ker mogoče se nismo zdravo prehranjevali, bili veliko pod stresom, ampak se gre za globlje stvari, za cel spektar, kjer nismo poskrbeli dovolj zase. Ali so to neizražena čustva, recimo, ali so to mogoče neki strupi, ki so prišli iz različnega okolja, ali je tudi skupek tega in slaba prehrana in tudi veliko stresa in hkrati marsikaj, kar lahko pripelje do neravnovesja na telesni ravni, ampak začne se vse pri tem dojemanju samega sebe, tudi v povezavi z našim dojemanjem sveta. In s temi programi, podzavestnimi programi, s katerimi odraščamo in ki se nekako v nas zasidrajo. Pri raku velikokrat gre za res dolgotrajno zamero, jezo, žalost, zaskrbljenost, kar pripelje tudi do sprememb na fizični ravni. Kaj pa teza, da je rak pač deden in nimamo vpliva na to, da ga dobimo? Je zdaj to že povsem ovrženo? Ja, večinoma je ovrženo zaradi tega, ker se ogromno govori o epigenetiki. Jaz mislim, da marsikdo že slišal za epigenetiko, pomeni nadgenetiko, kar v osnovi je vpliv vsega, kar vpliva tudi na naše gene. Se pravi, geni se lahko vklapljajo, izklapljajo, glede na to, kako mi živimo. Vključno tega, kakšno hrano dajemo v svoje telo, v kakšnem okolju živimo, ali je veliko toksičnih snovi, ali je veliko neke čustvene nesnage. Pač vse to vpliva, da se naši geni odzivajo na določen način. Seveda neka predispozicija lahko obstaja, da imamo neke šibke točke v telesu, ampak dejansko genetika ne igra velike vloge, kar se tiče samega raka, tako da pač to družinsko anamnezo lahko pogledamo, ampak najprej treba pogledati, kako mi živimo. Pravzaprav pa velikokrat mama podobno deluje kot njena hčerka, ne? Ja. V smislu čustvenih odzivov, stresnih odzivov in je verjetno tudi s tem kaj povezano. Ja, seveda, generacijski se prenašajo stvari tudi na teh subtilnejših ravneh, ko govorimo o tem in veliko se pogovarjamo 7 generacij nazaj, pač vse to neko trpljenje, nepredelane stvari, nepredelane čustva, se kot nekaj, kar dobimo kot neke fizične lastnosti, podedujemo nekaj od svojih staršev, tako se gre tudi za te zadeve, ki se jih sploh ne zavedamo. Nekaj predelamo seveda sami v tem življenju, ampak hkrati marsikaj še dobimo in to se lahko tudi vidi v našem biopolju, s čim smo obremenjeni in to je mogoče neka predispozicija, ki nas lahko pelje v neko kronično stanje, kronično bolezen ali tudi raka, recimo. Mene je kar zatreslo, ko sem slišala, da kortizol, torej stres, aktivira družinsko genetiko. Ja, res je. Se pravi, če smo bili dosti pod stresom. Ampak kaj pa je neka fizična osnova za nastanek raka v telesu, ki je bila pravzaprav že desetletja in desetletja nazaj dokazana in tudi nagrajena z Nobelovo nagrado? Res je, v bistvu v osnovi gre za toksičnost telesa. Zdaj, ta toksičnost lahko pride iz hrane, da je hrana, ki je problematična, ki je tudi onesnažena na nek način s kakšnimi težkimi kovinami, recimo, ali pesticidi, herbicidi, se pravi močni strupi, ki se kopičijo, ko mi skozi užijemo hrano, ki je recimo tako onesnažena. Lahko pa je pač nek drug vir, ali to ne vem, neka plesen, v kateri živimo, ali elektrosmog, ali so neki mikroorganizmi, ali so barve, laki, okolje, v katerem živimo, se pravi, ogromno je toksinov, mi živimo v toksični juhi. John Tilden je zdravnik, ki je v bistvu še leta 1890 preučeval zadevo, napisal izjemno knjigo in ravno našel povezavo, zato je povezal med
stanjem raka, celicami raka in toksičnostjo telesa in pač to naredi tudi spremembo samega odziva in celica ne deluje več tako optimalno, ampak v Ayurvedi imajo tudi nek podoben princip, ampak začne se pri prebavnem ognju. Se pravi, če mi nismo več sposobni prebavljati hrane na pravi način, se ustvarja več ame, to so toksini v telesu, najbolj poenostavljeno povedano, in se pol to nekako kopiči. Če seveda naše telo tega ne spravi stran, več tega take problematične hrane, slabo kombinirane, hkrati govorimo tudi o čustvih, ki niso prebavljena, in pač se ustvarja več toksinov. In Ayurveda pozna 6 nekih principov, kako nastane bolezen, tudi kar se raka tiče. Najprej gre neka akumulacija, ker tudi niso simptomi taki izraziti, pa smo dokaj zdravi. Potem gre povečanje toksičnih snovi v telesu, to že čutimo kot nek več simptomov. To je druga faza, ne? Potem gre širjenje. Tretja faza. Potem 4. faza je depoziranje. In tam, kjer res imamo nekaj šibkega, tam se bo več strupov depoziralo. Pri ženskah gre ponavadi na mehka tkiva, zato maternica in prsi. Res je, tako je. In hormonsko tudi povezano, recimo, ko je hormonsko neravnovesje, ko je nekaj več toksičnih snovi, tudi presežek estrogena, recimo, se razvijajo rakaste celice, potem pa gre pri depoziranju, po depoziranju gre manifestacija, se pravi, že imamo konkretno bolezen in zadnja faza, v bistvu tam sodi tudi rak, so bolj kompleksne oblike bolezni, ko je seveda treba več narediti za ravnovesje. No, za boljše razumevanje teh 3 faz in tudi samega načrta in strategije na holističen način, kjer je treba pogledati tako v čustvene kot fizične dele, tudi v naše navade, temu je namenjen tudi priročnik Diagnoza rak, kar obsežen in poln informacij, celo receptov in vsega ostalega najdete torej na klepetobkavi.si pod zavihkom brezplačno. Preverite tudi dogodek, ki bo tudi brezplačen, oziroma možnost ogleda webinarja na to temo, da dobite še več informacij in da se tukaj izobrazite, kar se tega tiče. Nam je pa o samih toksinih kot takšnih in vzrokih, kot so toksične kovine, v oddaji Klepet ob kavi pred časom, ko je bila v Sloveniji, zaupala tudi dr. Kristina Ram, ki je pravzaprav 4-kratna doktorantka in se s tem ukvarja že vse svoje življenje, pričela pa je pravzaprav s tem, da je morala rešiti sebe. Bila je resnično v smrtni nevarnosti. I always think that may have been one of the triggers. You know, I talk about triggers that caused even cancer, but a lot of the people in my family have had cancer. So I was very young. I was at the age of 25. I was pregnant and found out I had cancer. And I lost a child, and then I had cancer. So when my other child was born, because I'd had twins, when the other child was born, I immediately was diagnosed with a brain tumor. In the spinal cord I had a syringomyelia, melanoma, squamous, basal, and the doctors weren't sure what was going to happen. And I even knew that during the pregnancy. They told me this was going to probably happen. But, you know, I started really looking into, I grew up on a farm and there were pesticides all around me. And I grew up in an area that had a lot of heavy metals. So I really started as a researcher and a scientist, understanding, and I didn't want, they were supposed to do a brain surgery and they wanted to do radiation and chemotherapy, and I just didn't want all of that. So you didn't have any radiation, chemotherapy and so on? I started one round and stopped, and then I was going in for the surgery, but before I went in for the surgery, there was a 3-month waiting period, and they were going to go through my nose into the pituitary gland, and what happened was I started doing these greens and this mineral solution that I made that would help, you know, detox things, and a lot of different natural things, because I started reading what people were doing in Western and Eastern medicine, and I've traveled to 85 countries, so I was like very in tuned with, it's not just what traditional doctors say in my country, right? I wanted to live for my child, to be honest. So because of that, it was a journey for me, and I religiously, I mean, I really did. I gave up everything and started detoxing.
Tole je bila dr. Kristina Ram. Celoten pogovor z njo lahko najdete pod minulimi posnetki, prav tako na klepet@kavi.si. Če pa boste imeli tekom tega pogovora kakršnokoli vprašanje, pa seveda lahko uporabite tudi telefonsko številko in tukaj tudi pokličete, pa boste dobili še kakšno informacijo več. Torej, Jelena Dimitrijevič danes v moji družbi. V samem priročniku je zelo veliko strategij, načrtov in strukture, kako se na holističen način lotimo vsega tega in predvsem razumevanje, kaj se v bistvu sploh dogaja v našem telesu. Ker danes vendarle ne razumemo vseh teh zadev, kar se samega raka tiče, in tudi vpoglede imamo v neko statistiko, ki daje drugačen, mogoče celo povzroča neko drugačno mnenje ali pa drugačen trend. Kaj je trenutno najbolj tak sodoben trend pri teh diagnozah, ki mu pacienti sledijo in imajo učinkovite in dobre rezultate? Pravim, vsak pacient ali nekdo, ki je v tem neravnovesju, ki mu rečemo recimo stanje raka, ima najprej pravico se res odločiti, po kateri poti bo hodil. Kaj je zanj primerno, kar on čuti, kakšna oblika zdravljenja. In od tega je zelo pomembno, kako bo uspešno zdravljenje. Se pravi, lahko te nekdo prepričuje, da je to dobra pot zate, ampak če ti tega ne čutiš, enostavno tega ni treba izbrati. Stvar je v tem, da je tudi medicina napredovala. Marsikdo misli, da v bistvu so kemoterapija, obsevanje, pa operacije edine metode, ki se uporabljajo, pa neka zdravila pri zdravljenju raka, ampak ni tako. Dejansko tudi v Sloveniji so že začeli opuščati kot neko prvotno obliko zdravljenja in kemoterapijo in obsevanje, zaradi tega, ker se je pokazalo, da ne prinašajo take rezultate, kot se je nekoč govorilo. So že bolj targetirane terapije, se gleda, katera zdravila se tu dajo zdravniku oziroma bolniku in na kakšen način, da pač čim manj poškoduje telo. Ker vemo, da so to zelo intenzivne terapije, ki jih še vedno medicina uporablja. In velika večina se zaradi tega odloča ali za kombinacijo, recimo, če je potrebno narediti hitreje, da bi čim bolj si rešili življenje, operacijo naredijo in potem se izberejo neko alternativno metodo zdravljenja. Ampak to pomeni, da res je treba delovati na več različnih nivojih. Se pravi, o tem, ko govorimo o pospravljanju, govorimo o celičnem pospravljanju, kar pomeni razstrupiti svoje telo, ustvariti okolje, ki je bolj bazično, nahraniti svoje lačne celice, ki dejansko imajo primanjkljaj, zlasti, ko govorimo recimo o tistih ljudeh, ki so zboleli za rakom, vitamin D kronično primanjkuje. Ni bolnika, ki bi za rakom zbolel, da bi imel zadostne količine vitamina D. Pa hkrati, poleg tega, se v bistvu so še druge stvari. Naše čustveno stanje, ki je izjemno pomembno. Mi vse ali tlačimo ali izražamo na nek toksičen način. Verjetno je ravno tukaj ta diagnoza rak na maternici, na reproduktivnih organih in pa na prsih, v bistvu ta rak ženske je povezan ravno s tem dojemanje svoje ženskosti, sprejemanje svoje ženskosti, postaviti meje. Tako je, ker v bistvu dobro vemo, kaj se je dogajalo v zgodovini. Se pravi, ni stvar sam posameznika. Tukaj govorimo res o generacijah in generacijah žensk, ki so izjemno trpele in pač to se tudi prenaša in je tu v tem nekem skupnem biopolju tudi ženske, ko pogledaš. In dejansko ženska se ne zna izražati kot ženska, je ponotranjila nek model moškega principa, da bi preživela v tem svetu, ampak s tem je tudi ranila svojo žensko naravo in to se kaže skozi organe. Zaradi tega toliko raka, maternica, jajčniki, rak dojk, ravno kot neko opozorilo, prebudi se, bodi res ženska, neguj sebe, dovoli si, pač ni se ti treba toliko razdajati, garati, ker to pele v bolezen. In pač, ko to pogruntaš, ko si dovoliš živeti svojo žensko naravo, telo se bo sigurno pozitivno odzvalo. Zelo postavljene so tiste ženske, ki grejo čez diagnozo raka. Marsikdo bi jih označil za sebične, ker začnejo postavljati, začnejo govoriti, so kar malo čudne najprej za okolico. Tako je, res je, ker v bistvu naenkrat se celoten karakter se začne spreminjati, ampak to je res dobra stvar, zaradi tega, ker prvič v življenju so se odločile, da bojo poskrbele zase in telo jim zaradi tega bo hvaležno in bo pokazalo, da so na pravi poti.
Wow. Zares navdušujoče so vse te zgodbe, ki jih tudi večkrat slišimo in marsikaj lahko najdete torej v priročniku, kot smo rekli, preverite tudi opcijo za webinar oziroma za dogodek v živo, kar se tega tiče. Sicer pa resnično je tukaj nekih takih veliko novih načinov. Sama sem srečala kar nekaj torej tudi pacientov za diagnozo rak na biohacking kliniki na Cipru, kjer se ukvarjajo in korenito je treba spremeniti zadeve, ampak zmeraj pa vsi govorijo, ne glede na to, kater rak je, ta D-vitamin pa zakisanost. Tako je, ja. Kako je zdaj zakisanost? Ker zakisani smo kar vsi, se mi zdi. Ja, v bistvu do tega prihaja iz vseh teh razlogov, ki sem jih že omenila, v bistvu naš način življenja, toksini, ker ravno Otto Warburg, ki je dobil Nobelovo nagrado za odkritje, zakaj rak nastaja, je to ista kolajna, kot bi rekli, samo različne strani so. Če si poln nekih toksičnih snovi, ker tudi starodavna znanost govori, da toksini povzročajo bolezensko stanje, toksično okolje ustvarja kislo okolje. In se pravi, v takem okolju pač ni dosti kisika in avtomatično to pomeni, da celica ne bo dobro delovala. Se pravi, če imamo veliko toksinov, smo avtomatično tudi zakisani in če smo zakisani, to pomeni, da tudi imamo veliko toksinov. Zaradi tega je proces čiščenja zelo pomemben, ampak spet pravim, ne samo na fizični ravni, zelo pomembno tudi na vseh drugih ravneh, na čustveni ravni, na spreminjanju svojih nekih prepričanj, toksičnih ljudi, ki so okrog nas, recimo, nekih podzavestnih programov. Pot ni lahka, to je jasno, ampak je korenita in prinaša izjemne rezultate. Če človek z diagnozo rak gre čez in je ozdravljen, potem pa živi na isti način, z istimi vzorci in vsemi ostalimi zadevami, se bo rak vrnil? Ja, v večini primerov se to zgodi. In to v hujši obliki, tudi hitreje napreduje, ker je telo že v takem stanju, da pač ni več take dobre osnove. Hitreje pade iz ravnovesja. In če nadaljujemo po poti, ki je bila ta stara pot, to velja za vsako zadevo, ne samo za raka, pač stvari se bojo ponavljale zaradi tega, ker na nek način nam telo zelo želi sporočiti, v bistvu poskrbi boljše zase, ne skrbiš dovolj zase, ne podpiraš se dovolj na različnih področjih. In če to dojamemo na tak način, da je to res samo opozorilo, da to ni smrtna obsodba, takrat smo res na poti do ozdravitve. Prav res. Zdaj, kemoterapija je imela v zadnjih desetletjih kar precej promocije v tem smislu. Tudi, ko so prišle v javnost vse informacije okrog tega, kar se tiče tudi finančno, kakšen zalogajo to. Je bilo kar nekaj manipulacij s statistikami, glede učinkovitosti kemoterapije. Res je, ja. Ogromno je bilo manipulacij in pač enostavno zdaj je tudi, hvala Bogu, tudi kontrainformacij, veliko zdravnikov je že pripravljenih povedati, da kemoterapija dejansko ne zdravi raka, ampak spodbuja tudi celice raka na tak način, da postanejo matične celice. To je zelo zanimiva stvar. In kaj to v praksi pomeni? Iz matičnih celic nastanejo druge celice. In če matična celica rakasta celica, dejansko bojo nastajale druge celice raka. Tako da pač je zelo nevarna zadeva in pravi statistika, ki so jo delali na 1000 različnih zdravnikov, da v bistvu več kot 80% njih pravijo anonimno, ko so izpolnjevali te ankete, da si ne bi zdravilo s kemoterapijo. Nikakršnimi tistimi zdravili, ki tako intenzivno delujejo na telo in ga lahko tudi poškodujejo. Se pravi, zdravniki, onkologi, ki ti napišejo recept, ki ti priporočajo zdravljenje s kemoterapeutiki, si ne bi sami zase izbrali tovrstnega zdravljenja. To nam veliko pove. Ja, in pravzaprav je zelo veliko zdravnikov, ki potem išče neke holistične metode, ker vidijo na svoje oči iz prve roke, kaj se v bistvu dogaja. Velikokrat zdravniki zaradi nekega svojega prepričanja ali ker želijo verjeti, da to, kar počnejo in da znanost ve, kaj počne, ne želijo niti slišati pacientov, ki pridejo in povejo dejansko, kaj so vse počeli in da je to obrodilo neke sadove in da so res dobri rezultati.
In velikokrat se zgodi, da ko govorijo o neki statistiki, ja, veste kaj, zdaj v zadnjih 5 letih se izboljšalo stanje, tudi po kemoterapiji, obsevanju, ampak noben ne sprašuje te paciente, kaj so vse drugega počeli, razen tega in so kljub temu tudi preživeli, zaradi tega, ker jih je strah svojemu zdravniku povedati, da so, ne vem, ubrali tudi neko drugo pot ali izbrali tudi neko alternativno metodo, ker enostavno jih ali ne poslušajo, ali zaradi tega prekinejo neko zdravljenje in tako naprej. Bojijo se. Tako je. Hvala lepa za vse te informacije. Samo vam lahko rečem, paciente, ki sem jih spoznala, ki so se sami tudi odločili, da si pomagajo in si naredili strukturo, so imeli cele sezname stvari, ki jih uživajo pri sami prehrani in tudi glede samih dopolnil. Tako vam danes prav z namenom nismo izpostavili čage, ki je sicer uradno zdravilo pri raku v Rusiji, pa mnogih drugih pripomočkov, pomembnih pripomočkov tukaj, ker sami po sebi ne delujejo pa učinkovito, kadar so v nekem načrtu, v neki sami strategiji. Tako da kaj več si lahko pogledate v samem priročniku, preverite tudi možnost za dogodek oziroma za sam webinar na klepetobkavi.si.